Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali z Jezusa in govorili: druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in izvoljenec. Posmehovali so se mu tudi vojaki. Pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so: če si judovski kralj, reši samega sebe. Nad njim je bil tudi napis: ta je judovski kralj. Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: ali nisi ti Mesija, reši sebe in naju. Drugi pa mu je odgovoril in ga svaril: ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba. In naju po pravici, kaj ti prejemava primerno plačilo za to, kar sva storila. Ta pa ni storil nič hudega. In govoril je: Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. In on mu je rekel: resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, Božja beseda na začetku bi skoraj rekli malo zapletena. Kralj David, Jezus iz Davidovega rodu, tako da so se uresničile prerokbe, in pa potem apostol Pavel, ki razlaga, kako je v njem polnost vse povezano, in pa je Bog namreč po Jezusu s seboj spravil vse stvarstvo. S krvjo njegovega križa je namreč pomiril, kar je na zemlji, kar je v nebesih. In evangelist Luka nam potem razloži, kolikokrat besedo kralj, in zdaj nam postane jasno, kje je tisti Jezusov prestol. Ne z močjo, kot so pričakovali, kako bo pregnal Rimljane, kako bo prišel in napravil tako, da jim ne bo več treba delati, da bodo lahko živeli v lagodnosti. Ljudje, ko je pomnožil kruh, pa so drli za njim: Gospod, daj nam bomo tako fajn, so ga hoteli narediti za kralja, pa se je odknil. Jezus je tudi, ko je oznanjal, velikokrat govoril o tem, kakšno je nebeško kraljestvo. Poznamo kot gorčično zrno, kot nekdo, ki je šel iskat biserov, ki je našel biser na polju in tako naprej. Nebeško kraljestvo je podobno, ali tudi kakšen je Bog Oče, ki je usmiljen. Tako da jim je bilo, tem, ki jim je Jezus razlagal v času svojega javnega delovanja, zelo jasno, kaj želi povedati. In tudi kraljestvo danes, včasih je bilo še bolj moderno reči, vsi smo pa republika, pa demokracija, pa ne vem kaj, to ni več zanimivo. Ampak vidimo, da imamo še po svetu dosti vladarjev, ki so kralji, ki se posvečajo svojemu ljudstvu. Ko sem bil v Beogradu, pa so tam imeli še prestolonaslednika, ki se je ravno takrat okrog leta 2000 vrnil, pa malo študiraš stvari nazaj. Ne vem, tukaj ni nikogar več, ki bi se spomnil kralja Aleksandra ali pa stare Jugoslavije. Ampak takrat je kralj, skrb sem rekel si, glej, tukaj bi bilo pa še najboljše, da ni predsednik, ki se vsake 4 leta menja, pa ima svoje interese, pač pa parlamentarna monarhija, parlament, ki dela, ki odloča tekoče stvari, ki ureja državo, in pa potem nekdo, ki se srcem in dušo posveti tej državi. Cesar Franc Jožef je zmeraj začenjal razglase, začel je 1848 do leta 1916, je vladal zelo dolgo in mojim narodom. In če pogledamo tisti habsburški naslov, vsi posebej navedeni, Vojvodina, ne vem katera, Štajerska, Kranjska, Goriška, ne vem kje, gorne dežele, ne bi zdaj vsega tega naštevali. Ampak ves čas so se ti vladarji nekako trudili, so bile tudi izjeme, ki so bili zlobni, karkoli, ampak načeloma so se vladarji, ki so imeli to pravico delno, ki so vedeli, da
se pripravlja, tako kot je tudi danes v tem, kjer še imajo kraljevine, se potem ta, ki bo prevzel odgovornost, vsaj simbolno, za državo trudi, da bi sprejemal vse, vsakogar posebej, da bi se za vse trudil. In tako je ta jugoslovanski kralj imel 3 sinove, verjeten je bil Andrej za Srbe, je bil Tomislav, ne, Peter je bil kot za Srbe, potem Tomislav za Hrvate in pa Andrej za Slovence. Takrat so pač rekli 3 narodi v državi, pustimo, koliko je to koristilo Slovencem, ali pa da so hoteli to vse zlikvirano. Vendar kralj, ki je vladal, oziroma ni vladal, pač pa je bil znamenje povezanosti, je skrbel tudi za svoje, tiste, za katere, ki so mu bili zaupani. In vemo, da je, ko so bile številne družine, je bila tudi taka navada, da je bil za katerega otroka več tudi kralj boter, krstni boter, ki je potem tudi obdaril, pa tako malo so se tudi na ta način želeli povezati ljudje. In če posvetni vladarji skrbijo za svoje, kako ne bo, pravi, če vašim otrokom znate dajati dobre darove, kako ne bo Bog oče slišal tistih, ki ga prosijo, smo že slišali tudi kdaj v Evangeliju. In Jezus, ki je prišel izpolnjevati očetovo voljo, pa nam danes kaže, da ni oblečen v brokat, ni oblečen v, ne vem, kakšna dragocena oblačila, bil je rojen v Betlehemu, v revščini, tudi ni imel, kamor bi glavo položil, ko je oznanjal, in na koncu se je spustil med nas, grešnike, bil je med 2 razbojnikoma, da je pokazal, da želi se spustiti v največje globine, vse je vzel nase razen greha in nas odrešil. In na križu je to njegovo kraljevanje. So se mu posmehovali, so ga oblekli v rdeče oblačilo in potem opazovali so od strani, kaj se bo zgodilo, nezainteresirani mnogi in so mislili, zdaj si nekaj hotel, zdaj pa imaš. In tako nam evangelist potrjuje, kako je bil po krivem obsojen in kako je tudi razbojnik priznal, pravi, ko prideš v svoje kraljestvo, se ne spomni. In Jezusova beseda, resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Romarji upanja smo v tem svetem letu in tako imamo tudi Jezusovo zagotovilo, da naj se ne bojimo, da je on tisti, ki usmerja čase in vekove, da je pri njem rešitev. Tudi če nas z vseh strani nekako stiskajo, ne bomo utesnjeni, vemo, na koga se lahko obrnemo, vemo, kdo nam je podal roko in to roko lahko sprejmemo. In v nevarnosti smo velikokrat, Jezusa rečemo, Bog oče, spadnik Jezus, sin odrešenik in sveti duh, ki nas posvečuje. Velikokrat tudi med nami se sami pri sebi najdemo, da v svojih gremo v cerkev, pa potem odložimo to mašno obleko, pa potem naprej živimo. Smo v nevarnosti, da ne računamo na Jezusa odrešenika v svojem življenju. Da smo zaskrbljeni, kako naj ravnamo, kaj naj storimo, kaj vse je potrebno, da bomo rešili določeno situacijo. Jezus nas vabi k molitvi, nebeškemu očetu, ki nas z dobrotno roko hrani, ki nam pomaga, da svoje življenje prav usmerjamo. In naj bo spodbuda Jezus na križu, ki ga imamo v domovih, da vzpostavljamo, utrjujemo svojo povezanost z nebesi in ki imamo prečko križa, da utrjujemo povezanost tudi drug z drugim. Bog je tisti, ki z vso velikodušnostjo skrbi za nas. In tukaj so med nami skavti,
pa jim je všeč kakšna zgodbica. Sinoči sem imel mašo za skavte tam nekje pri Devinu, Tržaške, kjer sem župnik na občinah, po novem od avgusta naprej, pa sem zdaj tudi vzel s seboj eno zgodbico, ki je najboljše, da jo preberem, ker sicer ne pride tako do izraza tisto sporočilo. Bruno Ferrero jo je napisal in bliža se, da je čas, ko bomo prižigali svečke. In zgodbica ima naslov Trmasta sveča. Česa takega niste še nikoli videli? Sveče, ki se noče prižgati. Vse sveče na omari so se zgražale. Sveča, ki se noče prižgati, to je nekaj nezaslišanega. Malo je manjkalo do Božiča in sveče so bile vznemirjene v misli, da bodo one glavni del praznika s svojo svetlobo, vonjem, lepoto, ki jo obdajajo in razdajajo vsem. Vse, razen tiste mlade, rdeče in zlate sveče, ki je vztrajno ponavljala. Ne in ne, nočem zgoreti. Ko nas prižgajo, se v trenutku obravimo. Hočem ostati taka, kot sem, elegantna, lepa in predvsem cela. Če ne goriš, je kot da bi bila že mrtva, ne da bi sploh živela, je rekla stara sveča, ki je videla že 2 božiča. Narejena si iz voska in stenja, vendar to ni še nič. Kadar goriš, takrat si zares ti in si nad vse srečna. Ne, hvala lepa, je odvrnila rdeča sveča. Priznam, da so tema, mraz in samota grozni, ampak še vedno je to bolje kot trpeti zaradi plamena, ki te žge. Življenje ni narejeno iz besed in ne da se razumeti z besedami. Treba ga je živeti, je nadaljevala stara sveča. Samo, kdor zastavi svoje življenje, spremeni svet in hkrati spremeni tudi sebe. Če pustiš, da samota, tema in mraz prevladajo, bodo obdali ves svet. Ali hočeš reči, da smo mi zato, da se borimo proti mrazu, teminam in samoti? Seveda, je odvrnila velika sveča. Mi izgorevamo in izgubimo obliko in barve, a postanemo uporabne in cenjene. Mi smo vitezi luči. Ampak izgorimo in izgubimo obliko in barvo. Res je, ampak samo tako lahko premagamo temo noči in mraz sveta, je zaključila stara sveča. Tako se je tudi rdeča sveča pustila prižgati. Svetila je v noči z vsem svojim srcem in spremenila v svetlobo svojo lepoto, kot da bi morala sama premagati ves mraz in temo sveta. Vosek in sten sta se počasi izrabila, svetloba sveče pa je še dolgo sijala v očeh in srcih ljudi, za katere je izgorela. Jezus nas uči, kako se je on sam daroval za nas in nas vabi, naj bomo obzirni in pozorni tudi drug do drugega. Začenjamo teden Caritas in naj bo z Božjo pomočjo tudi naša dobrodelnost učinkovita in če ne dobimo hvaležnosti na tem svetu, vemo, da nas čaka veliko plačilo v nebesih. Izpovejmo vero.